Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. O vsevedni vešči. Okrog ulične svetilke se je spreletavala vešča. Krožila je zdaj levo, zdaj desno, se spuščala in spet dvigala, približevala in oddaljevala. Med letanjem je mrmrala in si popevala. Ko se je začelo daniti, je utrujena sedla na steber svetilke, da si odpočije. Komaj je zaprla oči, že je zaslišala, da jo nekdo kliče. Vešča! Vešča! Vešča se je ozrla in zagledala miš. O, miš, ti si. Kaj pa je? Miški je bilo malo nerodno, prestopala se je na mestu in videti je bilo, da jo nekaj muči. Vešča je zavzdihnila. No, povej, s čim ti lahko pomagam, je dejala prijazno. Nujno potrebujem nasvet, je rekla miš. Zakaj pa meniš, da ti bom prav jaz znala svetovati? Je zanimalo veščo. Miš je bila videti začudena. Ti si vendar vešča, torej gotovo ogromno veš. Vešča je debelo pogledala. Glej, no, glej, na to pa nisem nikdar pomislila, pa sem res vešča. Tudi moja mama je bila vešča, prav tako sestra, oče pa veščec. Strašno pametna družina, je rekla miš. No ja, se je zamislila vešča. Sestro je pojedel kos, ker je letala naokoli pri belem dnevu. Želela si je, da bi ji sonce posvetlilo krila. To že ni bilo najbolj pametno. Aha, je rekla miš. Oče se je bal teme in je vse življenje preždel pod isto lučjo, se je spominjala vešča. Mama mu je govorila, da bi bilo bolje živeti kje drugje, on pa se ponoči ni upal zapustiti svoje svetilke. Miš se je odkašljala. Oprosti, je rekla vešča. Kaj te teži? Nekdo mi krade zrnje iz shrambe. Kdo pa? Je zanimalo veščo. Ne vem, je jedko rekla miš. Zato pa sem tu. Mislila sem, da ti veš. Sanja se mi ne, je odkrito priznala vešča. Miš je bila videti grozovito razočarana. Brčice so se ji čisto povesile. Pa nič, je rekla. Po premisleku je dodala. Sem ti kaj dolžna? Prav nič, je odvrnila vešča. Nasveti so brezplačni. Biti moramo prijaznejši drug do drugega. Ali pa mogoče drug z drugim. Ne vem, je kislo rekla miš. Nič za to, je rekla vešča. Miš se je nekajkrat prestopila na mestu. Mudi se mi, je zamrmrala. Oprosti, nisem te hotela zadrževati, je obžalovala vešča. Miši se je nenadoma zazdelo, da je ta pogovor čisto prismuknjen. Sem bila vendar jaz tista, ki je prišla k tebi, je rekla. Saj res, se je zavedla vešča in si pomela oči. Zdaj je moj čas za spanje, veš. Zelo težko razmišljam, ko sem zaspana. Veliko bolje mi gre, ko se spusti mrak. Kaj pa, če bi me obiskala takrat? Takrat gremo vsi od doma nabirat hrano, je bila nejevoljna miš. No, mogoče bi pa morala pogledati, kdo ostaja doma, je zazehala vešča. Miš je osupnila. Lahko noč, je voščila vešča in obmirovala. Miš se je še nekajkrat popraskala po glavi,
še zadnjič pogledala veščo, ki je trdno spala, potem pa stresla z glavo, kot da ne more verjeti lastnim očem in ušesom, in odšla domov.